Dragi prijatelji, poslušalci, gledalci televizije Exodus, lepo pozdravljeni. V naših duhovnih vajah govorimo o Jezusu in prav je, ker je to duhovni nagovor, da ga začnemo z znamenjem Svetega križa. V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen. Naša zadnja premišljevanja so o Jezusu. On je naš voditelj. Ob njem utrjujemo svojo vero in duhovno življenje. On nam je naročil, naj odrinemo na globoko in to delamo sedaj. Prejšnjikrat je bil govor o Jezusovi zadnji večerji. Danes pa bo nadaljevanje in to je Jezusovo trpljenje. Po zadnji večeri se skupaj z apostoli odpravi na Oljsko goro. Od skupine se je nekoliko odmaknil in začel pogovor z Očetom. Vsebina tega pogovora je bila posebne vrste. Kot Bog je bil z Očetom vedno v popolnem soglasju, tudi glede trpljenja, ki je bilo pred njim. Kot človek pa je čutil, da se njegova človeška narava bližajočega trpljenja boji, da pred njim trepeta. To je dokaz, da je Jezus bil res človek. V tem pogovoru z Očetom je, preden se je trpljenje začelo, hotel svojo človeško naravo v celoti uskladiti z Očetovo voljo. To je tudi storil, ko je rekel: Oče, ne moja, ampak tvoja volja naj se zgodi. To usklajevanje pa ni bilo lahko. Da ni bilo lahko, priča krvavi znoj, ki mu je tekel v čela, o katerem priča evangelist. Da je bilo to usklajevanje doseženo, je pokazal v načinu, kako je trpel. Kako je vzel trpljenje nase in ga prenašal. Trpel je molče. Brez izbruhov joka, vpitja, obupa, nemoči, uporništva, kletve, maščevalnosti, kot je v takih primerih pričakovati. Obsojeni na smrt so obupni in preklinjajo in se upirajo in jokajo in tako naprej. Jezus pa je ostal miren. Pustil je, da so ga vlačili sem in tja, da so ga obtoževali in mu sodili, a je bil po vzvišenosti in dostojanstvu visoko nad vsemi tistimi, ki so ga obdajali. Bil je gospodar svojih besed, svojih čustev, svojega ravnanja, kar oni niso bili. Tudi njegovih 7 stavkov izrečenih, ko je visel na križu, dokazuje, da je v tej molitvi na Oljski gori v celoti in zavestno sprejel načrt odrešenja. Trpljenje moramo v kratkih potezah takole opisati. Potem, ko ga je Judež na Oljski gori s poljubom izdal in ko so ga vojaki odvedli v mesto, je prebil v noči v ječi, prepuščen vojakom. Zjutraj so ga odpeljali pred upokojenega velikega duhovnika Ano, nato pred Kajfo, nazadnje pred veliki zbor. Molče je poslušal lažne in napol lažne obtožbe. Njegov pritrdilni odgovor na vprašanje, ali si resnično Božji sin, pritrdil je, da, je veliki zbor vzel za bogokletje.
Bogokletje je izrekel, so rekli. In sklenil, da mora biti obsojen na smrt. Bogokletnik zasluži smrt. Ker pa sami niso smeli smrti izvršiti, so ga odpeljali k rimskemu namestniku Pilatu in po daljšem prerekanju z njim, kdo bo koga, kdo bo modrejši, kdo ima močnejše dokaze, so dosegli, da je Pilat dal najprej Jezusa bičati, potem pa ga je izročil, da ga usmrtijo na križu. Naložili so mu križ, ki ga mora nositi do vzpetine Kalvarije, ker se je križanje izvršilo. Pribit na križu je visel 3 ure in 7-krat spregovoril. Prve 3 izreke namenil drugim. Oče, odpusti jim, saj ne vedo, kaj delajo. Potem, razbojniku, še danes boš z menoj v raju. Materi, žena, glej tvoj sin, sin, glej tvoja mati. Ostale 4 stavke je pa namenil sebi. Žejen sem. Moj Bog, zakaj si me zapustil? Dopolnjeno je. Oče, v tvoje roke izročam svojo dušo. Nato je nagnil glavo in izdihnil. Pripombe k njegovim besedam na križu. Ko je rekel, oče, odpusti jim, saj ne vedo, kaj delajo, je dal vedeti, da vidi v njihova srca in da je človek zmotljiv, da ne ve, kaj dela. V govoru med zadnjo večerjo je med drugim povedal, prišla bo ura, ko bo vsak, ki vas, apostole, umori, mislil, da upravlja daritev Bogu. Tudi ti veliki duhovniki, ki so bili pod križem in zakrivili njegovo smrt, so mislili, da služijo Bogu, ko ubijajo Jezusa. Še marsikomu v zgodovini se bo to zgodilo. Ubili ga bojo v imenu Boga, misleč, da vršijo Božjo voljo. Potem je stavek, ki je kar hud in boleč. Zakaj, moj Bog, zakaj si me zapustil? Ali ga res zapustil? Ni, to je krik skrajne stiske, ne pa obupa. Jezus ne obupa, trpi pa hudo. Tako hudo mi je, kakor da bi bil res zapuščen. A ta stavek je vrstica vzeta iz 22. psalma. Ta psalm pa se na koncu konča dobro, zmagoslavno. Če bi Jezus resno mislil, da ga je oče zapustil, ne bi mogel na koncu reči, oče, v tvoje roke izročam svojo dušo. Kako, če ga je pa zapustil? Torej, ni ga zapustil, bilo je pa hudo. In dopolnjeno je, kdo lahko tako reče? Tisti, ki je izpolnil vse, kar je bilo dogovorjeno ali določeno. Izpolnil je, kakor da bi rekel, zdaj se pa lahko oddahnem. Hvala Bogu. S Kristusovo daritvijo na križu je bilo res dopolnjeno veliko kaj? Odrešenje sveta. Pojdimo naprej in se ustavimo ob razsežnostih Jezusovega trpljenja. Kaj to pomeni? Lahko jih povzamemo z besedami apostola Pavla, ki v pismu Efežanom govori o dolgosti, širokosti, globokosti in višini Jezusove ljubezni.
Ker je Jezus trpljenje vzel nase iz ljubezni, lahko rečemo, da so to razsežnosti njegovega trpljenja. Dolgost. Če koga ustrelijo ali obesijo, umiranje ni lahko. Je pa kratko. Jezus pa je pribit na križu umiral ali visel in dokončno izdihnil polne 3 ure. Trpljenje je pa trajalo od 8 zvečer do 3 popoldan naslednjega dne, od 9 zvečer do 3 popoldan. Kaj pa širokost? Širokost njegovega trpljenja obsega širok razpon telesnih in duševnih muk. Kaj vse se je zvrstilo od krvavega pota na Oljski gori do zadnjega vzdihljaja na Kalvariji dopolnjeno je. Kaj je pretrpel v telesnem pogledu? Grobost vojakov, ki so ga prijeli in zvezali. Klofute hlapcev in vojakov. Pozneje bičanje, kronanje s trnem, naložitev križa na rame, nošnja oziroma vlečenje križa, odpiranje ran, ko so ga slekli, pribijanje na križ, dviganje in vesenje na križu. Odprte rane so bile izpostavljene soncu, vetru in mrazu. Bil je utrujen do skrajnosti in izčrpan in žejen, ko je izgubil toliko krvi, a ničesar pil, vse pa brez kakršnega olajšanja, razen da mu je vojak ponudil, ko je bil na križu, par kapljic kisa. Kaj pa duševno trpljenje? Judeževo izdajstvo, pobeg apostolov, poniževanja strani služinčadi, krive obtožbe prič in obsodbe sodnikov, sramota, da so ga dali med 2 razbojnika, žalost ob pogledu na mater, Petrova zatajitev in občutek zapuščenosti. Zelo velika širina. Kaj pa globina? V globini lahko razumemo nizkotnost, zlobo in hudobijo človeških grehov, za katere s trpljenjem zadoščal. Naj so se zgrnile umazanije 7 glavnih grehov: ošabnosti, lakomnosti, nevošljivosti, nečistosti, nezmernosti, jeze in lenobe. Kršitve 10 božjih zapovedih. Naj so pritiskali grehi vseh časov in vseh rodov, od Adama in Eve, Kaina, Sodomljanov, Izraelcev, starih Grkov in Rimljanov, pa do srednjega in novega veka. Grehi Evrope, grehi Azije, grehi Afrike, grehi obeh Amerik, Avstralije, Oceanije, grehi moških in žensk, grehi starih in mladih, vernih in nevernih, učenih in preprostih. Kakšna širina in globina umazanije, moralne umazanije. Vsi smo bili kakor ovce, ki blodijo. Gospod pa je naložil naj našo krivdo. S njegovimi ranami smo bili ozdravljeni. Tako je napisal prerok 800 let prej, predno se je to zgodilo. Ostane še višina, torej rekli smo dolžina, širina, globina, višina. O višini nekaj proti koncu. Ustavimo se pri podobah Jezusovega obraza. Koliko kiparjev in slikarjev, umetnikov vseh časov je ustvarjalo Jezusov trpeči obraz? Koliko? Kdo ve?
katera upodobitev pa je prava, resnična, za nobeno ne moremo trditi, ker imamo fotografije. Morda pa mu je najbližja tista na Turinskem platnu. Naj bo pristna ali ne, izraža vzvišeno dostojanstvo, dobroto brez osladnosti, resnobo, ki pa ne odbija, spokojnost, mir in predanost. Je edinstvena, doslej je noben umetnik ni mogel verodostojno preslikati. Prikazuje obraz mrtvega človeka, ki pa nagovarja, kakor da je živ. Kdor je to sliko videl, se lahko prepriča, da je res. Mimogrede, par besed o raziskavah o Turinskem platnu. Eno raziskave dokazuje, da je to platno staro, koliko, vsekakor več kot 1000 let. In po nekih podatkih spada v čase, ko je živel Jezus, 2000 let pred nami. Na njem niso barve, ampak je človeška kri, je aloa in mira. Torej, tista mazila, ki so jih uporabljali takrat, v tistem času, ko so koga mazilili po smrti. Odtisi človeka, ki je trpel podobno, kot opisujejo evangelisti Jezusovo trpljenje. To platno je dolgo 4 metre, široko 90 in so položili človeka mrtveliča na dno, potem so pa pregrnili nazaj, tako da je spodnja stran prikazala hrbet, zgornja pa gornji del telesa. Če to platno ni resnično, recimo, da ni, kar ni dokazano ali je, se vprašamo, kako ga razložiti? Kako ga razložiti? Kateri človek se je pustil tako ubiti, umoriti, raniti, kot je bil Jezus? Kdo se je pustil? In zakaj? Zakaj? Kaj bi le imel od tega? Zato, da bomo mi to občudovali. Skrivnost. Če je, verjetno je, dokazano ni. Ampak če ni, kako odgovoriti, odkot to platno? In zakaj ga že stoletja in stoletja spoštujejo kot največjo dragocenost? Zakaj? Torej, skrivnost. Ampak prepustimo to strokovnjakom. Naslov naših duhovnih vaj je Odrij na globoko. In zdaj je pred nami nekaj filozofskih in teoloških globokih misli v zvezi z Jezusovim in našim trpljenjem. Znan je ugovor ateistov, ki nam ga mečejo, nam vernikom, pred oči. Kaj pravijo? Če Bog trpljenja ne more preprečiti, ni vsemogočen. Ni. Če ga ne more. Če bi ga pomogel, pa ga noče, potem pa ni dober. V obeh primerih mu manjka to, kar je božanstvo. Ni vsemogočen, ni dober. In zato smemo biti ateisti in smemo zanikati Boga. Ni dober, ni vsemogočen. In dejansko je res, da marsikdo torej opravičuje svojo nevero, češ, zakaj pa Bog dopušča trpljenje. Kako na ta ugovor odgovoriti? Najprej priznamo, da je trpljenje skrivnost, ki je ne moremo zadovoljivo razložiti, še manj pa jo moramo odpraviti.
Kdo bo odpravil trpljenje sveta? Ga ni. Posebno priznamo, da je to skrivnost, kadar je to trpljenje množično, kot na primer Dachau, ali pa ko presega vsako mero. Kako to razložiti? Ga ni, ki bi to razložil. Za nekatere vzhodne religije, v vzhodni Aziji, je to povod resignacije. Nemočni smo, usoda nas preganja, ne moremo se ji upreti, niti spremeniti, predajmo se usodi, kaj smo drugega. Podobno je z verovanjem, ki pravi, da je Bog prevelik in preveč moder, da bi mu človek v čemorkoli smel ugovarjati. Bogu nimaš kaj ugovarjati. Bog je gospodar, tiho bodi in sprejmi. Vemo, katera religija, kratko rečeno, tako uči. Boga je treba moliti in sprejeti, kar pošlje. So pa nekateri, ki se dobronamerno trudijo Boga opravičiti. Češ, trpljenje je, tako povedano v primerjavi, le bradavica na Božjem obrazu. Božji obraz je Božji, ta bradavica pa, bež, se ni važno, da se ob njej ustavljaš. Ali pa, da je trpljenje le malo bolj temen madež na njegovi sicer lepi in sprejemljivi podobi. Božja podoba je lepa, ampak tam je en madež, kaj pa je to? Trpečemu človeku je ta razlaga toliko v pomoč in tolažbo, kolikor je lačnemu tolažba predavanje o zdravilni prehrani. Kaj pa mi kristjani? To sem govoril zdaj, kaj pravijo drugi, seveda kratko. Kaj mi pravimo? Najprej verujemo, da Bog obstaja. Da je ta Bog vsemogočen. In da je ta Bog dober. In da bi mogel trpljenje preprečiti, če bi ga hotel. To je v naši veri. V svoji modrosti, ki je nam nedoumljiva, pa Bog tega ni storil, torej da bi preprečil trpljenje. Ampak se je odločil za nekaj nasprotnega, nepričakovanega. Trpljenje je vzel nase. Tudi jaz hočem trpeti, ne samo vi ljudje. In je postal človek, da bi lahko trpel. In tako se naslanjamo na Božje razodetje po svetem Pavlu, ki pravi: križani Kristus je poganom nespamet, Judom pohujšanje, nam pa, ki vanj verujemo, je Božja modrost in Božja moč. V čem je ta Božja nespamet? V tem, da se je odpovedal svojemu božanstvu in vzel naše značilnosti, ki nasplošno veljajo za božanstvu nasprotne. Nobena religija nima Boga, ki bi želel postati človek. Ga ni. Ki bi bil slaboten, kot je bil Jezus. Ki bi bil nespameten, ki bi vzel nase sramoto, ki bi vzel nase ponižanje, revščino in smrt. Naš Bog je to vzel nase. Nobena religija tega nima. Naš Bog je to vzel nase. Potem pa ni Bog še takšen. V čem pa je Božja moč? Pravi Pavel. Njim je nespamet, nam je pa Božja moč. Prav v teh lastnostih, ker se nam je z njimi do skrajnosti približal in se z nami poistil. S tem, ko je vzel to nase, je postal enak nam, kakor smo mi.
Ali ni naš Bog največji v svojem izrazu ljubezni prav takrat, ko se pogrezne v skrajno človeško bedo? Od gornjih višin, nedosegljivih, se spusti v našo največjo revščino. Takrat nam je najbolj blizu. Tako nam Bog, ko trpimo, ni neki oddaljeni tujec, niti nedostopni gospodar, niti utelešena usoda. Kaj pa je? Naš prijatelj, naš sotrpin, naš brat. Jezus je naš brat v vsem. Do nas kaže vrhunsko razumevanje. Se v svoji vseobsežnosti povezuje našo najnižjo točko s svojo najvišjo. Torej, te dve točki sta povezani, ne presekani. Ti si tam, mi smo tu, kaj nas briga? Ne, mi smo tu, ti si tam, ampak smo eno, se imamo radi, smo povezani, smo združeni. Marsikoga, ki trpi, slišimo tožiti, Bog me je zapustil. In človek bi včasih rekel, da je res. Tudi Jezus je rekel, očetu, zakaj si me zapustil? Ampak resnica je nasprotna. V trpljenju ti je Bog najbližji, te najbolj razume, te tolaži, ti deli moč in ti deli zaupanje. Koliko bolnikov je, ki pravijo, v molitvi najdem moč, tolažbo. Če ne bi bil vere, bi obupal, preklinjal. Tako pa zaupam in čutim, da me ima Bog rad. Čutim. Ne moreš dokazati, ampak čutim. Lahko rečem za svojo mamo, bila je trpinka, torej bolna tako rekoč vse življenje, pa nas je 11 rodila, ni se na Boga pritoževala, rekla, Božja volja. In je bila dobra mama, odlična mama, vzgojiteljica. Razumela je to, kar pravi apostol Pavel. Ne živim več jaz, ampak v meni živi Kristus. In naprej, na drugem mestu. Kakor namreč Kristusovo trpljenje v nas presega meje, pomeni, da je veliko trpljenje. Tako po Kristusu prekipeva tudi naša tolažba. Kako ne hoče reči? Trpim, ampak me Bog tolaži. Večje trpljenje, večja je tolažba. Tu je zdaj razlog, kar je bilo prej rečeno, da bomo o višini Jezusove ljubezni in trpljenja govorili na koncu. Najboljši človek vseh časov, Bog in človek, Jezus Kristus, iz čiste ljubezni vzame nase vse naše umazanije in tudi vse naše stiske, naše trpljenje. Nas v svoji ljubezni vzame, nas svojo krvi opere, svojim trpljenjem prečisti, svojo smrtjo prerodi in nas tako naredi deležne blagoslovljenih in osrečujočih višin Božjega življenja. Iz naših nižin nas dvigne. To je višina. Sami tega nikoli ne bi mogli doseči. Kdo bi mogel? Dosegamo skupaj z njim, ko sprejmemo njegovo ponudbo, da se v uri trpljenja, v zaupanju obrnemo nanj in z njim povežemo. Naše trpljenje postane osmišljeno. To je razlika. Mi vemo, zakaj trpimo. Če človek ne ve, je revež. Če pa ve, je tudi revež. Ampak mi je stokrat lažje. Vem, zakaj trpim. Z njegovimi ranami smo bili ozdravljeni, je napisal prerok starih časov. In
Zaključek. Ob zaključku tega premišljevanja ponovno priznamo, da kljub vsem razlagam, tudi te, ki sem jo zdaj tukaj razložil, tudi nam, kristjanom, ostane trpljenje skrivnost. Ne hvalimo ga, ne želimo si ga, ne sebi, ne komu drugemu. Ne gledamo v njem vrednote same v sebi. Trpljenje samo po sebi nima v sebi nobenega dobrega vrednote. Nismo propagandisti trpljenja. Nismo. Ne smemo biti. Nočemo biti. Trpljenje da človeku možnost, da ob njem raste in se Bogu približa. Da pa tudi možnost, da Boga zasovraži, da postane zagrenjen in da se zaradi trpljenja od Boga odvrne. Torej, trpljenje samo po sebi ne bliža človeka k Bogu. Ampak naša vera nas uči. Naj izberemo prvo možnost, katera je ta, da vidimo v njem vrednoto, če se povežemo z Bogom. Če nas trpljenje obišče, ga bomo sprejeli iz Božje roke. Skušali ga bomo ovrednotiti, torej njemu Bogu darovati, videti v njem povezavo z Bogom. In ga bomo lajšali sebi in drugim. In to je krščansko, lajšati trpljenje sebi in drugim. Mati Terezija, kristjanka, je šla v Indijo, ker niso kristjani, lajšati trpljenje, ker njihova vera tega nima. Ne lajša. Če trpiš, pač trpi. Prepusti se usodi, dokler živiš. Ištak boš umrl. Torej, krščanska vera lajša trpljenje. Vseh 2000 let, odkar cerkev obstaja, na razne načine lajša človekovo trpljenje. Tako lahko končamo to premišljevanje z besedami, ko jih izgovarjamo, ko molijo v križev pot. Molimo te, Kristus, in te hvalimo, ker si svojim križem svet odrešil. Dragi prijatelji, želim vam ljubega zdravja. Če pa pride trpljenje, skušajte razumeti, kar smo slišali, da je ukaz, da nam želi biti na ta način Jezus blizu. Naj vam bo. Amen.